vozilo zateka na vrtu Kranju. In nam pri tem večino stvari očitno že pripravila v kombi, ki je kombi pripravljen, da zjutraj krene na pot. Mi smo bili na pot sta krenila v naših podatkih, ki je pred 6. uro, pol 6. Potem, da je bil najden kombi v potoku, smo bili obveščeni približno ob 11:35. Takoj smo pristopili k reševalni akciji. Reševalne akcije so se udeležili pripadniki prostovoljnih gasilskih društev, pripadniki policijske postaje Žalec. Del naših zaposlenih, takrat ni sicer vsi, ki niso izvajali tečajev na poligonu, domačini, prisotni. Samo akcijo je bilo vključenih potem v nadaljevanju vsi vključeni pripadniki, mislim, da 21 prostovoljnih gasilskih društev iz področja, kjer poteka ta potok. Ko se je reševalo vozilo, se je priključila tudi poklicna gasilska enota iz Celja. Čas pa je potekala komunikacija z OKC-jem v Celju. Okrog 13:30 nekaj takšnega smo dobili informacijo, da je najden prvi pogrešan. Domnevno je šlo za Laro, kar se je kasneje potrdilo. Iskalna akcija je potekala cel dan do večera, ko je bila prekinjena zaradi varnosti reševalcev. Nadaljevala se je v nedeljo, takoj z dnem, ko se je dvignil dan, in v nedeljo kmalu so našli tudi truplo pogrešenega Mika. Kot se tudi že povedano, je bilo v bližini kombi, mesta, kjer je bil najden tudi kombi. Koronare pa je bilo najden precej nižje in po reki navzdol. Mi smo takoj, že v soboto, ko smo prejeli obvestilo, smo se zbrali na Vranskem, obvestili o nesreči našega inštruktorja, očeta, Lare, in šli do svojcev, do ostalih svojcev, da jih obvestimo in